Jaz sem Tinca Lukan, raziskujem vplivneže v Sloveniji, njihovo delo in njihove delovne razmere. Predvsem koristno orodje za raziskovanje. Ja, uporabljam umetno inteligenco, predvsem mi pomaga pri pisanju. Verjamem, da oboje. Zdi se mi, da pri vseh tehnologijah je tako, da niso inherentno slabe ali pa inherentno dobre, ampak je v jedru tehnologije je vedno tako, da pač imajo učinke glede na to, kako jih uporabimo mi kot ljudje. In na podlagi tega se bomo potem mi odločali, ali je to zdaj grožnja ali priložnost. Verjamem, da ga lahko, če bi prišla do ljudi, pristopila do njih in pač svoje uvide tudi implementirala v prakso, ne da ostaja zaprta. Družboslovje. Zato, ker s tem razvijamo našo sposobnost kritičnega mišljenja, ki je ravno v teh časih umetne inteligence, kjer lahko vsak generira vse, še toliko bolj pomembno, da znamo neke informacije, neke vsebine kritično ovrednotiti. Na to temo še ni izšla nobena raziskava in tega v bistvu ne morem potrditi. Predvsem zato, ker je cilj znanosti, da izboljša življenje ljudi. In če bi znanost, če sledi temu, pomeni, da pač bi ljudje živeli bolje, kar je konec koncev cilj ženskega, zato ker lahko procesira veliko podatkov naenkrat. Slik ne generiram in tudi vse vsebine zelo natančno pregledam, zato ker verjamem, da umetna inteligenca ustvarja nek svoj žanr vsebin, ki so jih v New York Timesu poimenovali flop, ki je v bistvu vsebina, ki je konec koncev povsem nerelevantna in je v bistvu ustvarjena od algoritmov za algoritme. V interdisciplinarnosti, sodelovanju in veliko komuniciranja.